Danes je 14. oddaja. Ponovno vzpon storytellinga. Dobrodošli v novi oddaji Point of Weekly, nov teden, nova oddaja, danes na sporedu že 14. In Zoran, kar povej, kaj bomo delali? Danes govorimo o ponovnem vzponu storytellinga. In sigurno se bo kdo izmed vas vprašal, zakaj zdaj za Boga govoriva o storytellingu. Ja, zakaj Zoran? To je valjda že nekaj, kar obstaja tako leta, desetletja verjetno, ampak zdaj čutimo tisti nekak ponoven vzpon in razlog za to so neke spremembe na področju družbenih omrežij oziroma social media. Govorimo predvsem o teh spremembah, kako rečemo, spremembe miselva stories. Vsi zdaj nekako stories upeljujejo, od Snapchata, ki je prvi tak večji boom naredil, do kasneje Instagrama, Messenger, zdaj Facebook, Twitter in tako naprej. Vsi imajo nekako te storije. Storytelling pa valjda poznamo že od prej, gre pa za to, da govorimo, da znamko povežemo v neko zgodbo in s tem vlijemo več personalitija, več neke osebnosti, jo približamo bližje, se pravi, potencialnim kupcem pa uporabnikom. In ja, to je to, tako zelo na kratko. In zaradi narave, če samo pomislimo, kako uporabljamo družbena omrežja, so glede na način današnje uporabljanja nam storiji veliko bližje konzumiranju vsebine na družbenih omrežjih. Še posebej takrat, ko govorimo, kako jih konzumiramo z vidika mobilnih naprav, ko danes mobilni telefoni že predstavljajo kar 79% vsega časa, ki ga preživimo na družbenih omrežjih. Tako da in zaradi tega se tudi ta konzumacija vsebin spreminja in se vse bolj pomika v to sfero konzumacije preko storijev. Ker samo pomislite, preko storija lahko več zadev povemo skozi obdobje enega dneva. Neko objavo, ki jo pa naredimo na družbenem omrežju, bi jih mogli pa ogromno narediti, da bi enako povedali. Tako da objave, se pravi, ko govorimo o storijih, v tem nekem video prikazu, kako se vse nam odvija skozi dan, lahko več jih zaporedno posnamemo, oziroma tako, kot sem prej rekel, čez cel dan, medtem ko objava ni nek naraven način, da bomo mi zdaj na 1 uro objavljali objave poste preko družbenih omrežij. Pa tudi zaradi vseh teh algoritmov, ki so na Facebooku, na Instagramu, na Twitterju in tako naprej, se dejansko objave ne povežejo v neko smiselno zgodbo. Če nekaj objavite zjutraj, popoldne, zvečer, ni nujno, da uporabnik vse 3 objave vidi, niti ni nujno, da jih vidi v istem zaporedju. Medtem ko storiesi nam pa ravno to omogočamo. Če se snemamo, pa rečemo neko časovno obdobje enega dneva, kar običajno itak izginjajo v 24 urah, ne vedno, ne na vseh omrežjih, ampak praviloma rečemo, da tako, na večini. Ko jih prvič pogledamo, jih pač gledamo zaporedoma in dejansko se vse skupaj, vsaka objava znotraj storiesov se poveže v neko smiselno celoto in uporabnik vidi dejansko zgodbo, lahko vse skupaj smiselno poveže. In če sem prej govoril o konzumaciji preko mobilnih telefonov, če se pa spet premaknemo še v tisti drug spekter 21% časa, ki preživimo na družbenih omrežjih, jih pa na desktop računalniku. Tam je pa način konzumacije vsebin drugačen. Tam pa bolj pridejo do izraza objave. Tam sploh, mislim, da skoraj na nobenem družbenem omrežju ne zasledimo uporabe teh storijev. Razen nekaj malega sva gledala to v Sloveniji, tako ni tako priljubljen, na Twitterju, da se da oba načina uporabljati, kar nas je tudi zelo presenetilo, v smislu, da bi sploh predvidevali, zakaj Twitter nekaj takega ima tudi na desktopu. Mogoče so hoteli biti drugačni s temi svojimi momenci kot drugi, ampak sigurno je bolj naravno gledati te zgodbe na mobilcu. Ker v končni fazi feedi, kakršni so na vseh družbenih omrežjih, izhajajo, tudi niso nekaj novega, jih ni Facebook naredil revolucije ali pa Twitter, mogoče so bolj naredili s temi algoritmi, ampak feedi kot taki itak obstajajo že odprej. Blogi so v obliki feedov bili, novice preberamo v obliki feedov
in tako naprej. Stories so pa bolj naravni za mobilce, ravno zato, ker klikneš, pogledaš, poslajdaš in to je to. Ne? Ni tega pretiranega scrollanja, ki pa smo ga na desktopu bolj navajeni. Tako je. In ko govoriš o tej uporabi mobilnikov, to je nekaj, kar imamo skozi pri sebi. In zaradi tega mi dva praviva, da drvimo komunikaciji, ki se reče camera first, se pravi primarni komunikaciji preko kamere, preko našega fotoaparata. In spet tukaj, se pravi, na eni strani drvimo proti temu, na drugi strani, ko pa drvimo proti temu in to vedno več uporabljamo, vedno manj se zanašamo na tipkovnico pod narekovaj na našem mobilnem telefonu. Se pravi, manj pišemo in vse izražamo preko vizuale, preko slik, preko videov in na ta način komuniciramo. Lahko bi celo rekla, da je kamera nova tipkovnica na mobitelu. Ja, res je. Nekaj tasga. In če gremo še korak naprej, mobilci so se skozi čas razvijali in čedalje bolj res postajajo, oziroma so že zdaj, itak naša primarna naprava. In čedalje bolj so tudi integrirani v naša življenja. Včasih smo imeli ful več različnih naprav, danes je to vse noter v mobilcu. In po moje, če gledava res neko dolgoročno obdobje, se itak bo pomikal v to, da bojo čedalje bolj tudi fizično postajali del nas. To se že dogaja s temi wearabli, kot so ure, ti imaš eno, lahko malo pokažeš. Ful priporočam. Ali pa, to je vse prva oglasna sporočila spodaj napisane. V glavnem, in tudi bili so že neki drugi poskusi z očali, recimo Google Glasses, pa Snapchat Spectacles. Tako da čedalje bolj se tudi pomika v to, da bojo fizično in tisti, ki se tudi mogoče bolj za te znanstveno-fantastične filme ali pa kakšne igrice, se tudi sigurno videli, da so že kar integrirani recimo v roko pa tako naprej. In po moje ta prihodnost ni toliko daleč, kot si mislimo, ker dejansko mobilc postaja neka naprava, ki bo del nas. In res to poudarjam, ne samo se pravi v vidika uporabe, ampak tudi fizično. In tudi, ko govoriva, da to postaja nov način komunikacije, primarni, to nas hitro pripelje tudi do vloganja. Če ste pozorni, tudi na družbenih omrežjih, na YouTubu se vedno več vlogov zasledi in vedno več ljudi se snema sebe skozi posamezen dan. In tako sporočajo, dodajo neko vsebino, seveda, eni vlogi so tudi čistko zaradi same zabave, pa da ljudje tako malo uživajo. Vse veste, kakšen je način tudi konzumiranja, kdaj greste vi na družbeno mrežo, da se zabavate. Ampak jaz mislim, da najboljša uporaba vloganja kot tazga je, pa če se dodaja neka vrednost, o kateri sva tudi midva veliko v prejšnjih oddajah govorila. Tako da vloganje z tega vidika zabave plus dodajanje vrednosti je lahko zelo, zelo uporabna zadeva in vedno več ljudi se tega loteva. Sej neke zabavne vsebine, pa nekaj, kar te malo nasmeje, je fajn, ampak za nek dolgi rok, da bi nekdo dejansko sledil mogoče znamki, ker ste tisti, ki nas gledate, ste bolj iz podjetniških oziroma poslovnih voda in vas zanima predvsem ta vidik, kako story ali pa storytelling uporabljati za znamko, je sigurno morate dodati neko dodano vrednost. Se pravi, najboljša kombinacija je to, kar je Nejc rekel. Če lahko neko dodano vrednost zapeljete na nek bolj sproščen, zabaven način, zato da ljudem ni dolgčas, ampak da se pri tem še vedno nekaj naučijo oziroma da dobijo neko vrednost, ki jo lahko uporabijo. Zdaj si govoril ravno za blagovne znamke, kako se morate vi kot podjetja tega lotevati. In če ta dva spektra, zabava, dodano vrednost, lepo združite, je lahko zgodba fenomenalna. In mislim, da na tem področju, mogoče izpostavim kar nek primer, saj jaz sem zasledil en dober, mogoče boš imel še ti kaj iz glave. Lidl zelo veliko na Instagramu že komunicira preko storijev in ravno tako združuje ta zabaven način komunikacije z neko dodano vrednostjo za uporabnika, potrošnika. Imaš še ti kakšen primer? Se tega v tujini je ful veliko, mogoče v Sloveniji malo, če sem čisto iskren, zdajle mi
na pamet neki slovenski primeri, ali pa ki jih nisva že omenjala v preteklosti, da nas skozi isti ne padejo. Ampak ja, v tujini je pa tega res ogromno. Recimo Casey Neistat je bil tak, ki so ga v bistvu omenila tudi že v prejšnjem delu, če se ne motim. Tako da ja, ogromen je tega. Oziroma, če malo skočim, najbolj to delajo tisti, ki osebno blagovno znamko komunicirajo, pa izpostavljajo, pa kakšne zadeve tudi prodajo. Ampak oni ogromno delajo storijev, ogromno vlogajo s tem namenom, da dodajo vrednost uporabnikom. In vse ponavadi so vedno te osebe, ki svojo blagovno znamko furajo, nekak trendsetter, se pravi kako se temu reče, globetrotter, neka oseba, ki je influencer oziroma poriva, pa nam pokaže te nove metode, ki bodo prej kot slej prišle v uporabo do širše množice. In tudi z vidika podjetja je ful dobro, da spremljate take osebe, ker potem je dobro, tako kot smo že velikokrat govorili, da se čim prej lotimo, ker pozornost uporabnikov je že na tem mestu, kot smo tudi na začetku te oddaje povedala, kakšen je način konzumacije, in zato je pomembno, zato tudi težko kakšen primer najdeva v Sloveniji, ker enostavno zelo malo podjetij se le tega loteva. Tisti, ki imate šanso, skočite na to, ker to je že način, kako uporabniki spremljajo vsebine preko družbenih omrežij. Pametni upravljalci znamk bodo vedno sledili temu, oziroma tja, kamor je pozornost uporabnikov. In pozornost uporabnikov je sigurno v tem času trenutnem čedalje bolj na teh storijih. In to, kar je najcraven, kar govoril, če neki vplivneži, influencerji to delajo in nam pokažejo, kako se to lahko uporablja, bojo znamke, tiste, ki so, oziroma upravljalci znamk, ki so spet pametni, bojo sledili tudi temu. Ker v končni fazi tudi družbena omrežja kot taka so to zaznala kot neko priložnost, ker vejo, da je tam pozornost, in zato smo tudi že, imamo prve primere, kjer lahko oglase dajemo v storije noter. To lahko naredimo na Instagramu, prvi tak, ki mi pade na pamet, da je lahko že oglas znotraj storija, zato ker je pozornost tam. In v Sloveniji se tega smo vedno malo tako pozni. In tisti, ki gledate to oddajo, res vas pozivam, kakor vas je že najc, da se čim prej tega lote, ker boste prvi in boste lahko pograbili večji kos pogače oziroma dobili večjo pozornost od userjev kot tisti, ki tega še ne delajo. Pa dajva tukaj še nekaj izpostaviti. Mogoče sva do tega trenutka oddaje malo zanemarila, in sicer pisanje daljših zgodb v samih postih, v samih objavah. Se pravi, ja, se pravi, ne nujno, veliko sva govorila o storijih, tako kot je Nejc govoril, zato ker je res mogoče ta trenutek v času, v katerem živimo, je to, da se pomikamo res proti camera first komunikaciji. Ampak kljub temu ne smemo zanemariti neko komunikacijo še vedno v pisni obliki, kjer so se storiji nekako rodili. In sigurno, če govorimo v družbenih omrežjih, imamo v mislih neke long poste oziroma daljše objave, ki so bolj povezani v neko zgodbo, hkrati seveda tudi na spletni strani v obliki nekih blogov in tako, ampak če ostanemo pri družbenih omrežjih in spet pogledamo, kaj delajo neki influencerji, vplivneži, seveda napišejo celo zgodbo v postu, te na koncu prepelje do nekega linka, na katerega klikneš, da ti zadevo proda oziroma te popelje v naslednji korak v prodajnem lijaku. Ampak bistveno je to, ljudje se s tem povežemo, zato ker se lažje poistovetimo z neko zgodbo, kot z nekim prodajnim sporočilom. In še boljše je, če te zgodbe, ko imamo long poste, začnemo, se pravi, že takoj v prvih parih stavkih s ključnim sporočilom oziroma targetingom, koga imaš. Komu je to namenjeno. Tako, ja. In lahko damo tukaj kar kak primer. Melise Griffin sva se ravno preden sva začela snemati tole pogovarjala. Bomo dali eno sliko, link tukaj spodaj. Ona recimo zelo lepo, ko začne nek tak long post, že takoj pove, naprimer, hey bloggers, mislim, da se tako začne, kar se takoj lahko poistovetim, če sem blogger s tem. Se pravi, jaz sem ciljna skupina, jaz to berem naprej, to je nekaj zame. In to je res ključno, kadar začnete pisati, a je to blog, a je to long post na družbenih omrežjih, da v prvih parih stavkih poveste, komu je namenjeno oziroma kaj je bistvo zgodbe. Še en tak primer,
ki so ga zasledila pred časom, je takrat, ko so imeli Kickstarter kampanjo in sicer Goatmark, bomo dali tudi eno slikco. Tudi kako so oni zelo lepo nagovarjali uporabnike, ko so izdelek še razvijali. Vse veste, Kickstarter deluje, da je najprej kampanja, šele potem se začne izdelek razvijati oziroma izpopolnjevati, gre v proizvodnjo. Kako so tekom tega, ko je bila kampanja ustanovljena, se pravi podprta, tudi z uporabniki, njihovimi sledilci stopali v interakcijo in jih sprašvali v ne dizajnu, ampak o barvi in materialu samega izdelka in kakšne opcije imajo na voljo in česa si najbolj želijo njihovi sledilci. In tudi tukaj so na zelo dolg način komunicirali, ampak ja, to je njihova ciljna publika in ciljna publika bo rada tudi prebrala te dolge poste, ki imajo neko zgodbo od zadaj in ko uporabnike vprašajo, kaj oni želijo. Mislim, da je to za to oddajo, sva kaj pozabila. Po moje, da ne. Mislim, da sva pokrila kar velik del, veliko sva se fokusirala sicer na storije, ampak sej... 79% komunikacije, še enkrat ponavljam, preko mobilnega telefona, zato je to toliko pomembno. Ne? Absolutno. In to je tudi nov način, relativno nov način komunikacije, ki se ga morate začeti posluževati, tako da ni nič narobe, ker sva dala toliko poudarka. Kaj imamo naslednjič, Nejc? Naslednjič bo pa z nami gostja, tokrat pa lahko poveva, kdo je to, Mojca Podobnik, ki bo govorila o raziskovanju in personah. Tako da to je to, hvala za vašo pozornost, se vidimo naslednjič. In sprašujte, postavljite vprašanja. Zoran, nekako vedno pozabiš to. Ja, vedno postavljite vprašanja tukaj spodaj. Tako da, fajn se imejte, se vidimo naslednji teden. Živijo.